Živijo, dobrodošli v predzadnjem vlogmasu. Danes spet govorimo o tehnologiji, ampak, če preden se tale video začne, dajmo en like, da razpadi se subscribe in prečekaj linke, ki sem jih dala dole v opis. Zdaj pa, dajmo začeti. Danes govorim spet o eni od tehle škatl, tukaj zadnji se zdaj samo ena škatla. Teda govorimo o tejle, tole je nova Huawei ura, Huawei Watch GT3. Tole urco sem dobila nekaj dni nazaj. Prvo, kar moram povedati, še preden sploh začnemo s čimkoli. Jaz tele ure sploh še nisem dala filat, pa še vedno je polna. Dajmo to priznati, da je to noro cool. Tale ura ima izboljšano baterijo. Zdaj je že po moje kak teden, odkar jo imam in nisem je še enkrat dala filat. Ampak dajmo še kaj drugega povedati o tele uri. Men je noro luštna. First of all, za mene je ura eden izmed najpomembnejših modnih dodatkov. Imam zlate ure, srebrne ure, z različnimi paščki, res mi paše, kak outfit narediti tisti zadnji detajl in to je vedno ura. In meni je pomembno, da digitalna ura res lepo izgleda. Da imaš opcije za čim več paščkov, da ima lep dizajn že nasploh tegale digitalnega dela. To je meni zelo pomembno. In tale Huawei ura je definitivno to naredila. Ker tale ura je iskreno čudovita. Jaz bi jo skos nosila. Jaz, ko sem jo prvič dala gor, sem vedela, da je, a ne izgleda enostavno ful lepo. Res mi je všeč in v kombinaciji z različnimi watch facei, ki si jih lahko naložiš na telefonu, res svaka čast. Jaz imam sicer najraje nastavljenega na enega takega le minimalističnega, ki ni nič posebnega, meni to najlepše zgleda, ampak imate različne dizajne, ne vem, za božič, ker je zdaj glih ta čas, nasploh za zimo, za vsak letni čas lahko imate drugo ozadje, lahko imate za tematske, vintage, roza, zeleno, narava, ne vem, vse karkoli se spomnite, lahko imate na watch faceu. Ne bom se nekaj spustila v tehnične specifikacije tele ure, ker jih iskreno ne znam razložiti. Lahko sam na simpel način povem, kaj vse ta ura zmore. Ne samo, da je tale ura luštna, je tudi ful dober zdravstveni spremljevalec, zaradi tega, ker skrbi za tvoje zdravje. Na kak način? Meriti srčen utrip, meriti lahko tudi stres, ki je pri meni vedno visoko. Meri lahko tudi ženski menstrualni cikel in imaš pol svoj koletarček gor, kar se meni osebno zdi ful super. In itak skrbi tudi za to, da se dovolj giblješ. Vse ure so fitness trackeri in tudi ta ura poskrbi, da imaš različne korse, da če greš laufat, da veš, koliko si prelaufal. Imaš različne vaje že naložene na uro, lahko si ustvariš svoje vaje in je overall to ful super dodatek. Imaš pa tudi, če si pač tako jaz in telovadiš ne, te na vsake par ur opozori, da je cajt, da malo staneš in da pretegneš noge. Ker jaz kadar 5 ur skupaj sedim za računalnikom, je to res ful uporabno, da mi ura mi zavibrira in mi reče, vstan, nekaj nared. Kakor sem že prej rekla, tale ura je ful lepa. Mene je najbolj presenetilo, koliko ima lep zaslon. Res je crisp slika, res je zelo kvalitetna. Tudi kadar swipaš med različnimi ekrani, gre res toliko gladko skozi in mi je satisfying. Tale ura ima tudi nov AOD Always On display, kar pomeni, da v bistvu tudi potem, ko tele stvari že zginejo, še vedno lahko vidiš na uro. Sicer mičken hitrej porabi baterijo, kar je logično, ampak zgleda ful analogno in kadarkoli pogledaš na uro, veš, koliko je ura, ker to je point ure. Ne tudi všeč, da je tale ura ful udobna, sploh je ne čutiš. Definitivno lahko greš z njo spat. Jaz sicer tega ne delam zaradi tega, ker jaz ne morem spati z ničemer, da imam neki nakit, jaz moram to dati po noči dol, da z uro pa še manj. Ampak lahko ti meri tudi, koliko spiš in to se mi definitivno zdi uporabno, ker lahko pol vidiš, a se po noči zbujaš, koliko se zbujaš, a trdno spiš, REM spanec, vse to lahko vidiš pol tudi podatke. Kar se tiče dizajna, je tale ura res, kakor sem rekla, toliko čudovita. Zgoraj vidimo tale crown, tole kronico, ki se vrti. Kadar jo vrtimo v prazno, gre gladko, kadar smo pa v kakem meniju, se pa čuti taka majhna vibracija, kar pomeni, da pač se glava vrti. Tukaj spodaj imamo še en gumb in itak moram govoriti o temle paščku. Jaz imam tale zlat pašček, ki je na magnetke in se res toliko enostavno se zalepi gor. Meni je tale pašček eden najboljših paščkov na uri ever. Logično je zato, da malo zamenjaš stil, lahko kupiš tudi več različnih paščkov, tudi ura pride v več različnih barvah in v 2 modelih. Tole je neka taka lady verzija tele ure, je pa tudi gentleman's verzija, kar pomeni, da je mečkem večja, mečkem bolj moška ura, ta je pač malo bolj ženska, zlata, elegantna, overall full cute. Tale je 42 mm velikosti, tista ta druga je pa 46 mm velikosti in definitivno bi bila za mojo tanko rokico bi bila full prevelika. Ampak ja, kakorkoli. To je vse za tole
tole urco. Jaz jo bom definitivno zdaj nekaj časa nosila, jaz sem ful zadovoljna z njo. Je pač pomembno, da je ura lepa, ok? In tale ura je res čudovita, what can I say? Drugače je pa žal to za današnji video. Ful sem hvaležna, da sem letos imela toliko priložnosti delati videe o tehnologiji, ampak tole je zadnji video za letos, kar se tiče tehnologije. Drugo leto pa definitivno nas čaka še veliko več takega kontenta, tako da definitivno se dol spodaj naroči na moj kanal, lajkaj tale video, če ti bil všeč, komentiraj kaj in followajte me na Instagramu, pa, kakor sem rekla, dol spodaj pričakiraj linke za tole urco. To je to za današnji video. Hvala, da ste ga gledali, lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se kdaj jutri je zadnji vlogmas, ne ga zamuditi. Čau!